Rifengozd je majhno naselje, ki pripada občini Laško. Čeprav v neposredni bližini mesta Laško, ki je tudi središče istoimenske občine, je tukaj že močno občutiti pridih podeželja, sama narava in čudovit razgled. To je en sam hrib, bi rekel, med Celjem in med Laškim. Na pol poti zmeraj rečem, ko se pelješ proti Laškemu, pogledaš s ceste levo in cel tisti hrib je pravzaprav Rifengozd. Zelo blizu mesta, moram reči, ampak smo pa pravzaprav čisto na deželi, ne. Gospa Dragica je domačinka v Rifengozdu. Z možem sta poročena že 52 let. Spoznala sta se prav v tej hiši, v kateri stoji zdaj, na domačem plesu. Včasih je bilo to vse drugače. Ni bilo tak disko, pa to so bile domače zabave so bile. Pa smo tudi pri nas je bilo dosti vina. Pa smo imeli domače zabave, da so prišli fantje, so prišli pa dekleta, pa smo imeli ples, pa smo se tako veselili, ne. Sicer še zelo malo, pa vendar tukaj kdaj pa kdaj še kosijo na roke. Ja, zelo malo. Kar so mladi, ni takih mladine več, ker so pač službe take, da jih ni doma. Zdaj že povsod že skoraj so take kosilnice, da gre po Velikem Bregu tudi. Nekaj pa še je treba. Alojz, ki se je priselil iz Kozjanskega, pripoveduje, kako se je kraj čez leta spreminjal. Hribovit, zlaman kraj je, bi rekel po domače. Po kateri pa smo mi prišli, ko jaz pa živo še ni bilo cest, to so bile samo kolovozne ceste. Pa smo pa to nekako začeli sodelovati, boje pa smo začeli ceste rihtati pa. Krajevno skupnosti smo malo povezali pa, tako da je to. Nekoč je bilo tukaj veliko vinogradov, zdaj to dejavnost domačini opuščajo. V preteklosti so se preživljali predvsem kot rudarji, danes se vozijo v službo v bližnja mesta. Naš sogovornik še danes ohranja majhen vinograd, v popoldanskem času se že od nekdaj ukvarja s kmetovanjem. Tudi prašiče so imeli, pri njih dobite odlične domače salame in klobase. Sosedje se tukaj še veliko družijo in si pomagajo. Ja, imam tole soseda, en drugim pomagamo, jaz grem daj pomagati. On pa pride gor pa je. On je učen mesar. Brane Klavžar se je v ta hrib dobesedno zaljubil. To je bila leta 87 ljubezen na prvi pogled. Ko sem šel enkrat ribe loviti z tastom in je rekel tale gor, pokazal na tale hrib, je pa tisle za prodat. In se spomnim, da nisem takrat dolgo lovil ribe, ker sem dobesedno me je vlekel nazaj in še tisti dan sem pravzaprav se vrnil, pogledal tole, se spoznal z lastnikom, se zaljubil v tale hrib. V toplih mesecih tukaj sonce sije ves dan, ljudje so prijazni, ponudili vam bodo kozarček žlahtne kapljice in na mizo postavili domače mesnine ter z vami z veseljem spregovorili in se poveselili. Za trenutek se dotaknemo še Laškega. V Laškem bi pokazal pivovarno, v Laškem bi pokazal zdravilišče, potem športni objekt, pa ne nazadnje tukaj smo pivnico Laško. V mestu se dogaja veliko. Pustovanje, Silvestrovo in prireditve v kulturnem centru. Pa vendar je najbolj odmevni festival Pivo in cvetje. Mislim, da ni človeka v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ki ne pozna Laško, po pivo in cvetju.